Živijo, dobrodošli spet nazaj na Džunglin kanal, moje ime je Kaja Solo in danes je sojenje med Johnnyjem in Amber končno za nami in jaz lahko povem, kaj se je dogajalo, kako se je končalo in kje sta Johnny in Amber zdaj. Konec sojenja je bilo 27. maja, ko sta lahko Johnny in Amber dodala še svoje closing statement, se pravi, da se je vse nekako poenotilo v eno zgodbo, odvetniki so povedali vse brez prekinitev in porota je bila ready, da se začne odločati. Ne vem sicer, zakaj smo mislili, da bojo že 27. maja povedali, kaj bo rezultat, zaradi tega, ker that's not how things work. Porota rabi par dni, da se odloči, da pove svoje odločitve in vseeno je bila to za njiju velika sprememba v življenju in je bilo prav, da si je porota vzela par dni časa, da je vse izjave, vse tehtno razmisla in se odločila šele 1. junija, dan zavedanja o narcisistični zlorabi, kar je zelo primerno za tale case, ki je bil z Amber. Zdaj, vsi smo predvideli, da bo Johnny zmagal, Johnny je imel ogromno podpore, Amber jo je imela tudi, sicer je imela veliko manj, ampak Johnny je definitivno prevladal. Predvsem zaradi tega, ker je njegova ekipa vedno imela dokaze, vedno so imeli vse lepo urejeno, vse so povedali na konkreten način, Amberina ekipa je bila pa malo bolj all over the place, fejst so mutili, neki so si malo vmes zmišljevali, spreminjali zgodbe, iskali dokaze, iskali dokumente, v glavnem nasploh so bili zmedeni in na koncu so imeli izjave, kot so odločite se sami, presodite, kaj kdo laže in podobne stvari, kar definitivno ni pomagalo. Zdaj v detajle vsega tega ne bom šla, zaradi tega, ker je malo preveč zakomplicirano, tukaj bi rada vsem na hitro povedala, preden gremo na stvari, ki jih Johnny in Amber delata zdaj. Glavno vprašanje, o katerem se je porota odločila. Ali je Amber Heard uničila Johnnyjevo kariero in blatla njegovo ime in ga obrekovala? Porota je na koncu odločila, da je imel Johnny prav. In da je v bistvu v večini zmagal Johnny. Johnny v tem primeru zmagal 15 milijonov dolarjev, ki jih mora zdaj odplačati Amber. Ona je zmagala pa zgolj eno samo izjavo, kar pomeni, da tudi ona zmaga 2 milijona. Stvari, ko so bile mečken čudne, že ko so se dogajale tam. Prva stvar je Amber in način, kako je ona prišla v dvorano, kjer je bila vsa nasmejana, je komi čakala in se veselila. In kako je šla iz dvorane, kjer se v bistvu je oddrvela ven, potem, ko so povedali vse odločitve. Definitivno se vidi, da je mogoče Amber pričakovala, da bo ona zmagala, da je pač bila pripravljena, da bo ona spet najlepša in najboljša. In kako to vemo tudi zaradi tega razloga, ker je ona imela na sebi tisto črno obleko, ko je imela že dvakrat prej na 2 sojenjih. Prvič, ko je vložila prepoved približevanja za Johnnyja, ko je imela tole črno obleko in naslednjič v Angliji, ko je tudi oblekla isto črno obleko in zmagala. O tem sojenju v Angliji nisem dost govorila in se mi ne zdi dost smiselno, ampak je bilo še eno sojenje pred tem, kjer je Amber v bistvu uporabila druge dokaze in primer zmagala. Ena čudna stvar, s katero se mogoče glih najbolj ne strinjam, je ta, da Johnnyja na tem sojenju ni bilo. Oziroma na razglasitvi rezultatov. Johnny je bil dan pred tem v Angliji, kjer je igral, to bom kasneje še povedala. Zdaj, govorilo se je, da naj bi v enem dnevu priletel iz Anglije in da naj bi se odeležil konca sojenja, da naj bi bil tam, ampak ga ni bilo na koncu. Kar se meni sicer ne zdi glih okej, zaradi tega, ker bi se en lahko izrazil neko spoštovanje do vseh ljudi, do ekipe, ki mu je pomagala do zmage. In kje je bil Johnny v tem času? Johnny je torej bil v Angliji, kjer je igral na odru z Jeffom Beckom. Naj bi bil na turneji z njim po Angliji in pa planirate tudi, da boste izdala album. Tako da lahko se veselimo novih Johnnyjevih projektov. Zdaj je rekel, da se hoče najprej osredotočiti na glasbo, ampak kasneje bomo zvedeli, da se bo osredotočil mogoče tudi nazaj na filme. Johnnyjeva izjava po zmagi. Johnny in Amber sta obadva dala na Instagram svojo izjavo, kjer sta povedala, kaj si mislita o celotni stvari. Johnny je v svoji izjavi govoril, da so mu 6 let nazaj so mu uničili življenje, da ni več imel podpore in da je v bistvu mu vse se podrlo v trenutku. Koliko so šele 6 let kasneje je porota določila, da se njegovo življenje lahko vrne. Vse to je izlil v tem čustvenem pismu in na koncu prepisal še, da resnica nikoli ne izgine. In s to objavo je dobil celo 18 milijonov lajkov. Medtem ko na drugi strani je tudi Amber naredila podobno izjavo, kjer je govorila o tem, kako se ji to ne zdi fair, da je to setback za vse ženske, je zelo razočarana in da je razočarana nad njegovo ekipo in da je žalostna, da ji ni uspelo. In ona je dobila na svoji izjavi nekaj več kot 420 tisoč lajkov. Zdaj vem, da lajki nič ne pomenijo, ampak je vse nek dokaz, kdo je imel tukaj
tukaj več podpore in koga so ljudje spregledali. Zdaj pa ta zabavna stvar. Torej, prej sem rekla, da se Johnny vrača na sceno in začela so se govorice, da naj bi se vrnil z novim filmom. In nažalost, ne, to ne bo Pirati iz Karibov 6, kaj Disney planira s pirati še ne vemo, ampak Johnny Depp naj bi se vrnil v Beetlejuice 2. Beetlejuice je film iz leta 1988, ki ga je režiral Tim Burton, ki je eden izmed najboljših režiserjev na svetu. Če niste gledali njegovih filmov, kot so, ne vem, Willy Wonka in tovarna čokolade, Nightmare Before Christmas, Edward Scissorhands, Dark Shadows in še mnogi drugi, naj bi se Johnny Depp vrnil v Beetlejuice 2 skupaj z svojo bivšo punco Winona Ryder, s katero sta igrala tudi skupaj v Edwardu Scissorhands. V film naj bi se vrnil ves cast iz prvega dela, ampak naj bi bili tudi drugi novi obrazi in eden izmed njih naj bi bil Johnny Depp. Zdaj, ni še nobenega uradnega potrdila, da je to res, tudi na IMDb-ju še ni potrdila, da bo Johnny Depp v tem filmu, ampak govorice so pa ful močne. In jaz držim pesti, da se bo uresničilo. Zdaj pa nazaj k bizarnim. Amberina odvetnica Elaine Bradhoff je imela par intervjujev. O tem nisem sicer govorila, ampak ona je eno izmed prič obtožila, da naj bi v bistvu bil na tem trialu sam zaradi tega, da bi dobil slavo. Da naj bi imel svojih 10 minut slave. In kaj ona zdaj počne? Ona hodi po intervjujih, se pogovarja o vseh mogočih stvarih o Amber in išče svojih 10 minut slave. Zdaj, a ji gre dobro? Niti ne. V marsikaterem intervjuju kar precej zabijajo nazaj. Imamo en zelo specifičen primer, kjer je Elaine povedala, da naj bi ta primer zmagal Johnny Depp sam zaradi tega, ker je zvezdnik, ker je on zelo veliko ime. In sogovornica je povedala nazaj, da je tudi Amber Heard zvezdnica in da je imela tukaj iste šanse. Odvetnica je tudi potrdila, da Amber ne bo mogla izplačati toliko visokega zneska in da so krivi vsi ostali, sam Amber ne. Zdaj, zakaj ona toliko verjame, glede na to, da se v bistvu govori, da naj bi bila ona tudi ena izmed večjih oboževalk Johnnyja Deppa, ne vemo. Ampak je definitivno ful bizarno in iskreno tudi ful zabavno. Kakor sem prej rekla, Amber je rekla, da naj bi bilo to zelo slabo za ženske, ampak a je to v bistvu res? Tudi Elaine je rekla, da naj bi ta primer škodoval vsem ženskam, ki so kadarkoli bile žrtve nasilja. S tem se definitivno ne strinjam. Je slabo za žrtve, zaradi tega, ker jim mogoče ljudje ne bojo več toliko verjeli. Ni pa slabo zaradi tega, ker je ona zgubila. Slabo je, ker bojo nekje ženske, ki bodo povedale svojo zgodbo, pa bojo mogoče bile opisane kot nora Amber Heard, da njene obtožbe niso resnične in to lahko res škodi. To pa, da je pravica zmagala pri Amber in da ona ni zmagala tega primera, kjer bi v bistvu zmagala po krivem, pa definitivno ne škodi nikomur. Zdaj za na konec, Amber se bo poskušala pritožiti še enkrat, še nazaj, zato da bo probala pokazati še tiste dokaze, ko jih v bistvu tukaj ni smela pokazati. Šanse, da bi karkoli zmagala, so res nizke. Zdaj to je nekako okvirno vse, kar se je dogajalo po sojenju. Vseeno, primer je toliko bizaren, toliko ogromen. Ampak, dajmo zdaj to pustiti v preteklosti. Johnny Depp je zmagal in res upam, da bom naslednjič lahko naredila en video, kjer bom povedala, kaj so Johnnyjevi naslednji projekti. Jaz se definitivno veselim vseh naslednjih Johnnyjevih filmov. Srčno upam, da ga Disney vzame nazaj, da bo spet postal Jack Sparrow, ker si to res zasluži. Čeprav bi ga lahko majčkeno boljše odigral kot pa v 5. delu. V glavnem, jaz sem full excited za vse to. Ampak ja, to je bilo v tem sojenju vse. Če te zanimajo še kakšni detajli iz sojenja, iz kjerkoli, smešni trenutki, whatever, pojd pogledat moje prejšnje videe, ker sem naredila že 3. Tale pa je nažalost zadnji. S tem videom zaključujem Johnnyja in Amber. To je to. Hvala, da ste bili z mano tukaj na temle divjem potovanju. Upam, da ste se zabavali, tako sem se jaz. In upam, da bomo kmalu imeli spet kako tako šokantno temo za govoriti. To je to. Upam, da ti je bil tale video všeč. Če ti je bil, mu daj en like, da uspadi se naročiti na naš kanal, komentiraj tale emoji, če si pogledal video do konca in followaj me na Instagramu. Lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se v naslednjem videu. Čau!